Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat sem v družbi eksotične hišne ljubljenke po imenu Bimba, ki navdušuje otroke v vrtcu Fransko. Seveda pod nadzorom vzgojiteljice Ane. Bimba ni nevarna, saj sodi med najstrupene kače. Spada med vrsto ameriški gož, pravijo pa je tudi koruzna kača. Namreč, poglejte, na spodnjem delu telesa ima takšne zanimive vzorce, ki spominjajo na zrna koruze. Prav tako pa se ta kača rada zadržuje v okolici ameriških koruznih polj. Bimba je udomačena kača, ki je navajena ljudi, predvsem pa otrok. Rokovanje s kačo ni zahtevno. Pozorni moramo biti samo, da jim morda ne stisnemo premočno. Prav pa je, da je poleg nas oseba, ki kačo pozna ter zna rokovati z njo. In tale kača Bimba je ljubljenček, kot na primer imate sami morda doma hišne ljubljenčke, kot so mucki, kužki, hrčki, zajčki in podobno. Če pa slučajno srečamo kačo v naravi, je bolje, da se umaknemo in je nikakor ne poskušamo božati ali prijeti. Namreč te kače niso navajene ljudi in bi se lahko počutila ogroženo. Ampak tale kača Bimba, kot vidite, je res prijazna ter prijetna. Sedaj pa mu bo odložila v njen terarij, odkoder bo lahko tudi ona prisluhnila zelo zanimivi pravljici, v kateri nastopata, ne boste verjeli, prijatelja kača Vilma ter mišek Benjamin. Zelo luštna pravljica je pred nami, zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Brez panike. Tako, pa zdaj bo odložila v terarij. Tako, boš lahko v miru poslušala. Evo. Vilma, pisana kača velikanka, se je strašansko dolgočasila. Že celo večnost je bila zaprta v živalskem vrtu. V njem je bilo prav vse premajhno in preozko za ubogo revo. Tudi njen stekleni kačjak je bil nesramno majhen, še pretegniti se ni mogla. In tiste obupno kosmate miške, ki jih je vsak dan dobila za kosilo, niso bile samo majhne in kosmate, temveč čisto majčkene, kosmate in brkate in čisto brez okusa. Fuj. Kača Vilma je otožno mežikala v svet in razmišljala o svoji kruti kačji usodi, o izgubljeni zlati svobodi in o dobrotah, ki jih je nekoč davno jedla doma na zelenem otoku sredi morja. Iz sanjari je kačo zdramilo škripanje. Nekdo je dvignil streho in vrgel Vilmi brcajoči zajtrk sivo-belo miško. Strmoglavila je naravnost vzevajoča kačja usta. Ampak danes zajtrk sploh ni bil priden. Počakaj! Se je zadrl na ves glas. Od silne groze se je kači skoraj zaletelo. Zajtrk se je s težavo držal za njene čeljusti. Če me ne boš požrla, ti bom pomagal uiti iz tega aresta, je zadnjimi močmi sopihal. Kaj? Ti, miš, mi boš pomagala? Je kolcnila kača in se zakrohotala iz dna srca tako gromko, da je zajtrk padel iz ust. Ne vem, zakaj se tako trapasto režiš, se je razjezil zajtrk. Jaz sem pogumni mišek Benjamin in če mi obljubiš, da me ne boš pregriznila, nam bom izkopal podzemni rov. Ušla bova. Pa poskusiva, si je mislila Vilma. Takle tečni kosmati sivo-beli zajtrki tako ali tako ni preveč dišal.
In če Benjamin ne bo držal besede, ga lahko pogoltne kasneje, za kosilo. Prav, je pokimala. Častna kačja beseda. Benjamin se je urno spravil k delu. Luknja v tleh je bila vse večja in globlja. Ko se je zvečerilo, je bil rov narejen in kača in mišek sta se v zavetju noči splazila na prostost. Zunaj, na koncu rova, je čepel debel mačkun in radovedno opazoval luknjo. Čakal je na sočno mišjo pečenko. Toda namesto slastne požrtije je iz luknje butnil sikajoči dvoglavi stvor. Do kosti pretreseni maček jo je takoj pobrisal v temo. Si videla, kako sem ga prestrašil? Je od sreče zažarel mišek. Tak mačkun pa se boji ene uboge miši. Živela svoboda! Sta se zasmejala ubežnika. Odplazila sta se do roba gozda in prespala dan v votlem deblu. Mišek je bil po tako napornem delu strašno utrujen in si je dolg spanec pošteno zaslužil. Pozno popoldne ga je kača zbudila iz globokega sna. Gromozansko sem lačna, je potožila. Že 2 mišja obeda sem izpustila. Benjamin je opazil sestradane kačje oči in se v hipu popolnoma prebudil. Brez panike, spoštovana gospa, našel bom večerjo za 2, je brž spesnil. Do večerje pa si v trebuhu naredi vozel, morda bo pomagalo. Odpravila sta se v bližnje mesto. Tu me počakaj, je zašepetal Benjamin. Poiščem nama kaj za podzob. In res. Kmalu se je vrnil s sirom in sadjem. Oprosti, ničesar drugega nisem našel, je šepnil. Kača je v trenutku pogoltnila ves plen. Ti si ena velika packa, veš? Se je pritožil mišek. Sadje sem res prinesel zate, ampak sir bi pa z veseljem grizljal tudi sam. Zakaj se razburjaš? Se je hahljala kača. Naredi si vozel v trebuščku, to menda pomaga. In mali mišek si je moral poiskati nov košček sira. Ko je bil končno sit, je Vilma predlagala. Pridi, Benjamin, igrajva se. Zvila, svecljala in zvozljala se bom okolo. Primi se za moj rep. Zavalila sta se po klancu navzdol prav do pristanišča. Naenkrat se je kača ustavila in otrpnila. Tole tukaj mi je nekam znano. Kje sva? Trapa zelena, to je pristanišče. Sem priplujejo ladje, se zasidrajo, čez čas pa spet odplujejo na pot, je pojasnil mišek. Točno tako, je žalostno zavzdihnila kača velikanka. Pred 5 leti so me s prijatelji z otoka pripeljali sem. Benjamin, domov bi šla, domov. Se je zamislil mišek. Če te je ladja pripeljala sem, te lahko odpelje še nazaj, a ne? Splezala bova na najvišji dimnik in si ogledala vse ladje. Če bova imela srečo, boš opazila tisto barko, ki te je prinesla v to deželo. In po isti poti naj te odnese še nazaj. Prijatelja sta si z višine ogledovala brkače. Benjamin, tako dolgo je že od takrat, pa še slabo vidim. Ne vem, mogoče je pa tista ladica tam čez. Kar poskusiva, je rekel Benjamin. Kaj še čakaš? Gotovo naj ne bodo hoteli vzeti seboj, je v strahu zastopkala Vilma. Brez panike, strahopetnica, bova pač slepa potnika, se je zahihital prebrisani mišek. In kam me boš skril ti v svet? Jaz vendar nisem miška,
je stokala Vilma. Bom že, ti kača velikanka posranka. Pomagaj mi priti na tole barko in pohiti, če ne opazijo, jih dobiva poriti. In kaj zdaj? Se je tresla Vilma. Zdaj? Zvila se boš v klobčič kot ladijska vrv. Vsi mornarji bodo mislili, da si prava, je zaukazal mišek. Kača ga je ubogala in se zvila v pisan svitek. Benjamin pa se je potuhnil nekam v sredino. V jutranji megli je paluba oživela. Mornarji so hiteli sem ter tja, povlekli vrvi, dvignili sidro in jadra. In ladja je zaplula na odprto morje. In nihče, prav nihče ni opazil, da je bila ena izmed debelih ladijskih vrvi nenavadno živih barv. Že 2 dni je plula ladjica čez ocean. Kdaj bom doma? Je tarnala kača. Sploh si ne morem več premakniti. Od samega ležanja sem že čisto trda. Uboga jaz. Brez panike, kača kačasta, kot bi mignil prideš tja, jo je tolažil mišek. Kopno, zemlja, je zatulil mornar z jambora. Vilma je oprezala čez ograjo in razburjena zasikala. Benjamin, to je moj otok. Trdno se mi primi, odplavala bova. Pravi pravcati kačji raj, kar priznaj, je rekla Vilma in njen zeleni trebuh je ponosno zabingljal z debele veje. Na njem se je med rdečimi pikami kot v viseči mreži zibal zadovoljni sivobeli mišek Benjamin. Pravi pravcati mišji raj, je pokimal. Ampak pomislim, če bi me takrat v živalskem vrtu požrla za zajtrk, nikoli več ne bi videla doma. Res je slovesno kimala kača. Zato ti obljubim, da v vsem svojem dolgem kačjem življenju ne bom pohrustala nobenega miška več in nobene miške. Častna kačja beseda. Kako čudovita pravljica in kako čudovit razplet, kaj ne? Sedaj bom pa še malo vzela Bimbo k sebi. Evo. Poglejte, kako je prijazna in umirjena, ne? In pa radovedna, ja? Bravo, Vilma in Benjamin, za čudovito prijateljstvo. Res me veseli, da sta se držala svojih obljub in verjamem, da še danes uživata v medsebojni družbi. In tudi Bimba je zelo prijetna. Dobrodušna, eksotična hišna ljubljenka, ki zagotovo uživa v družbi prijaznih vrtčevskih otrok. Iskrena hvala pa tudi vzgojiteljici Ani Ribič za idejo o prebiranju današnje pravljice ter nepozabno prijetno izkušnjo. Hvala. In pa hvala tudi tebi, Bimba, da si bila tako prijazna. Hvala za obisk in za družbo. Lepo se imejte, otroci. Čau, čau.